Pozdravljeni! Na vrsto je prišla tudi velika nagrada Las Vegasa in kot običajno v uvodnem prispevku si bomo ogledali zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Tudi današnji uvodni prispevek bo kot običajno razdeljen na 3 dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Las Vegasu in v tretjem, seveda zadnjem delu, bomo še nekaj minut posvetili sami vremenski napovedi. Kot dobro veste, v Las Vegasu smo že imeli 2 dirki svetovnega prvenstva Formule 1 v letih 1 ter 82 prejšnjega stoletja. A takrat je dirka nosila malce drugačno ime, velika nagrada Caesars Palace. Namreč progo so uredili na parkirišču znanega hotela oziroma igralnice. In seveda danes si bomo ogledali izvedbo, ki so jo pripravili leta 1982 v sezoni, ki je bila izjemno dramatična, izjemno tragična. Naj vas spomnim, umrla sta Gilles Villeneuve ter Riccardo Paletti ter hudo se je poškodoval Didier Pironi, ki je pravzaprav bil po smrti Villeneuva glavni favorit za osvojitev naslova svetovnega prvaka. A dirka v Caesars Palace je bila tudi zadnja v koledarju, 16. po vrsti. In pravzaprav, ko so bili pri skuderiji Ferrari nekako odmaknjeni zaradi tragičnih dogodkov iz tistih najboljših položajev, so pobudo prevzeli pri tovarniški ekipi Renault. Tako Alain Prost kot René Arnoux sta na kvalifikacijah zasedla lepo prvo štartno vrsto, a v drugih že prvo presenečenje. Michele Alboreto s Tyrrellom ter Američan Eddie Cheever, ki je bil za volanom Ligier Matre. A videli smo lahko, kako pravzaprav prednost Renaulta s turbomotorjem na progi, kot je bila ta izjemno kratka, zavita v Caesars Palaceu, ni prišla toliko do izraza. In tu prva zanimivost. Dogajanje, ki ga bomo spremljali letos, je le nekaj 100 metrov oddaljeno od onega, ki smo ga lahko nekateri izmed nas spremljali leta 1901 ter 1982. A treba je tudi povedati, da lastnosti proge so čisto drugačne, a o tem nekoliko kasneje. Na sami dirki smo pravzaprav lahko videli, da turbomotorji na takšnih ozkih, izjemno zavitih progah ne dajejo tolikšne prednosti pred onimi atmosfersko polnjenimi. Alain Prost je z lahkoto povedal v prvi fazi, René Arnoux je imel tehnične težave in odstopil, kar takrat ni bilo nič kaj takega. A pravzaprav po prvi tretjini dirke je začel Michele Alboreto, ki je bil na drugem mestu, zmanjševati razdaljo med seboj in Prostom. V zadnjih fazah ga je ulovil ter prehitel, kajti pnevmatike Alaina Prosta niso nudile več tistega mehanskega oprijema, predvsem pri pospeševanju iz ovinkov. In tu je treba povedati, da tudi John Watson z McLarenom se je približal Prostu ter ga v zadnjih krogih prehitel ter prišel na drugo mesto. Prost praktično ni imel možnosti tudi proti Cheeverju, ki je prišel na 3. mesto. In tako smo lahko videli, da je Michele Alboreto z Tyrrellom, ki je imel enostaven motor Ford Cosworth DFV, zmagal to prestižno dirko. In to je bila prva zmaga ekipe Tyrrell po tisti, ki jo je dosegel Patrick Depailler na veliki nagradi Monaka leta 1978. A seveda, dirka kot taka je ponudila še kar nekaj zanimivih iztočnic. Namreč Keke Rosberg
z svojim Williamsom je na koncu bil 5. Ampak osvojil je naslov svetovnega prvaka Formule 1. Seveda svojega edinega med vozniki, drugi, kot sem vam že omenil, John Watson, ki je na koncu zbral prav toliko točk kot Didier Pironi. Ne smemo pozabiti še na nekaj. Bila je zadnja dirka Marija Andretija, ki je bil na štartnem razporedu z edinim Ferrarijem. Mario je odstopil, ampak njegov moštveni kolega, Patrick Tambay, ni bil fizično sposoben začeti tiste dirke. Tu bi rad dodal, da je bila to še zadnja priložnost, ko smo lahko videli bolide ekipe Fittipaldi ter Insign. In konec koncev, zadnja dirka, ko smo lahko v 80-ih spremljali bolide s stalnim efektom. Torej, vidimo, da tudi v Las Vegasu se je zgodilo marsikaj, kar je izjemno zanimivo in nam daje kar nekaj iztočnic za prihajajočo dirko. In tu bi rad poudaril še nekaj. Michele Alboreto nima zastonj poimenovanega tistega zadnjega ovinka na znameniti progi v Monci. Morda ni dosegel toliko, kot bi si želel ali kot bi si zaslužil, a vseeno ima mesto med nesmrtnimi. A pustimo sedaj pri strani tisto, kar se je zgodilo davnega leta 1982 in poglejmo si, kakšna je proga velike nagrade Las Vegasa, ki jo bomo spremljali letos. Proga v bistvu mene začela spominjati na nekaj, kar se bo zdelo marsikomu smešno. Če skico obrnemo, bomo lahko ugotovili, da spominja na pujska, vsaj tako gledano iz boka. A gre za meni simpatično zadevo, ki ne vpliva na same lastnosti proge. Ampak ne smemo mimo dejstva, da je proga izjemno enostavna, brez prevelikih tehničnih delov. Če pogledamo tabelo, ki jo pripravlja Pirelli, bomo takoj ugotovili, da je tu tisti najmehkejši izbor pnevmatik C3, C4 in C5. Kar bomo videli, je nekako obvezen izbor, tako zaradi karakteristik same proge, kot tudi zaradi vremenske napovedi. A če se sedaj orientiramo na tiste vrednosti, ki jih pripisuje Pirelli za posamične kategorije, bomo videli, da so nekoliko pod povprečjem v večini primerov, med 2 in 3. Imamo samo 2 kategoriji, ki nekako štrlista iz povprečja. Aerodinamični oprijem, kjer seveda zaradi dolgih ravnin bomo videli izjemno visoke končne hitrosti, predvidevam nad 350 km/h, in evolucija same proge, ker tu nimamo spremljevalnih kategorij, ker gre za ulično dirko, bo seveda proga z vsakim krogom, ki ga bodo vozniki prevozili, hitrejša in na sami asfaltni površini se bo zbrala malce večja količina same gume iz pnevmatik. Asfalt kot tak, vsaj po mojem mnenju, ni tako grob, kot bi lahko videli pri marsikateri drugi progi, in rad bi vas tu še malce opomnil, kako pri dirki za veliko nagrado Las Vegasa so ogromno pozornosti vložili v malenkosti, kot so posebej obarvani robniki ob sami progi, kar pa verjetno splošnega vtisa ne bo popravilo. Če si sedaj nekako ogledamo tisti minimalni tlak, ki ga predpisuje Pirelli, bomo videli, da na prednjem paru koles je ta določen na 27 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa 24,5 funtov na kvadratni palec. Če pogledamo razliko med prednjo in zadnjo osjo, je ta v tistih mejah normale, ampak oba tlaka sta bistveno nad tistim, kar bi lahko pričakovali na ostalih progah, kjer se vrednosti gibljejo nekje med 24 ter 20 funti na kvadratni palec. In če pogledamo še previsni kot, lahko vidimo, da na prednji osi je ta določen na 3 stopinjah, na zadnji osi pa
stopinja cela 75. Kar bi lahko razumeli kot to, da pri Formuli 1 najprej so se pustili malce manevrskega prostora s samim tlakom. Ukolikor bolidi bi imeli težave pri doseganju tistih delovnih temperatur, lahko tlak še zmeraj nekoliko spustijo in tako pomagajo ekipam. Pri nastavitvi, predvsem zadnje osi, kar se tiče previsnega kota, pa lahko pomagajo seveda ekipam z dobesednim spodrsavanjem zadka v raznih ovinkih, ki niso tako zahtevni, kot sem že omenil, ampak videli bomo, da to ne pomeni, da bo dirka enostavna, dolgočasna in predvidljiva. Seveda, glavni faktor, o katerim se je že govorilo, je vremenska napoved in tu moram najprej poudariti nekaj. Dirkaški vikend v Las Vegasu bo na lokaciji se zgodil v četrtek, petek in soboto, ne v petek, soboto in nedeljo. Takrat ga bomo spremljali mi v Evropi v jutranjih urah. Zato bodite pozorni pri raznih napovedih, za kateri dan sploh so. In vem, mnogo govora je bilo o nizkih temperaturah, a o tem se bomo pogovarjali malce kasneje. Namreč vidimo lahko, da v četrtek in petek bo oblačno, kar pravzaprav ne toliko prizadene dogajanje na sami progi. Spremljali bomo nočno dirko in sončni žarki asfaltne površine ne bodo segrevali v nobenem primeru. A temperature se bodo gibale med 20 in 12 stopinjami Celzija. Torej, ne bomo videli tistih ekstremno nizkih temperatur, ki so jih nekateri napovedovali. Namreč slišali smo lahko razne zgodbe, da bo lahko celo 5 stopinj. Ampak v soboto na dan dirke je možno, da bo deževalo. Temperature bodo spet med 20 in 12 stopinj Celzija, mogoče za kakšno stopinjo več ali manj, ampak v bistvu, kar se tega tiče, ne bo sprememb. Ampak ploha na samo dirko zna dokaj pretresti tisti razpored, ki ga bodo ustvarile ekipe že na kvalifikacijah. In tudi temperatura samih pneumatik bo seveda ključnega pomena in je povezana s temperaturo zraka in posledično tudi proge. Namreč, če je mraz, se tudi asfaltna površina bistveno bolj hladi in ker je dirka nočna in ni sončnih žarkov, bo tudi ta spremenljivka bistveno nižja, kot smo videli na ostalih dirkah za veliko nagrado. In tu bi vam rad pokazal še nekaj. Primerjavo tistih temperatur, ki smo jih lahko zabeležili med dirko v letošnji sezoni. Vidimo, da prihajajoča dirka velike nagrade Las Vegasa izstopa iz vsakega povprečja, ki smo ga videli na dosedajšnjih dirkah. Torej, lahko predpostavljamo, da tudi, če bodo tiste večerne, nočne temperature okrog 12 stopinj Celzija, kar se tiče temperature zraka, bo bistveno hladneje, kot smo videli na vseh predhodnih dirkah, kar pomeni, da bodo določene ekipe lahko imele težave, ali pa vse. A zato bo kaj več priložnosti govoriti v prihodnih prispevkih, kar se tiče današnjega uvodnega, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.